Okoli 70 slovenskih lokalov, od tega 10 v Mariboru in okolici, se je letos pridružilo projektu Plačaj z verzom. Goste so na mizah pričakali listki, kamor so ob naročilu kave ali čaja zapisali verz in ga oddali kot plačilo. V eni dobro obiskanih mariborskih kavarn se je v priložnostne pesnike spremenila večina obiskovalcev. Trikrat smo to akcijo že speljali in vedno naletimo na odličen odziv, tako da bomo to akcijo nadaljevali tudi v prihodnje. Na koncu dneva je tam nekje med 180 in 220 kavic. Mi znotraj ekipe zmeraj vsak verz preberemo, že da se malo nasmejimo kot ekipa, nato se to preda organizatorjem, kateri z tega naredijo neko pesniško zbirko. Pobuda Plačaj z verzom v svetu praznuje 5. obletnico, v Sloveniji pa je zaživela že 4. V Juliusu Meinlu želijo z akcijo vsaj za en dan prebuditi skrite pesniške potenciale in pokazati, kako pomembna je ustvarjalnost v naših življenjih. Ali veš, zakaj lahko danes plačaš kavico s poezijo? Ja, ker je mednarodni dan poezije. In komu si ti napisal danes to pesem? Vsem zaljubljenim. Je to prvič, da počnete kaj takšnega, da pišete? Ni prvič, to smo že tudi lani storile. O čem ste danes napisali pesem? O pomladi oziroma o zimi. Kaj pa vi? Tudi o odhajanju zime in prihajanju pomladi. V bistvu tokrat sem jo napisala na poti do sem, rečemo, ali pa v lokalu, medtem ko sem čakala na da pride na oddih, da se prave besede posedajo. Zdi se mi tisti lep trenutek, ko ljudi spomni na njihovo ljubezen do besede, do ritma, do muzikalnosti glasbe in v njih prebudi tisto majhno željo po ustvarjalnosti. Na Svetovni dan poezije, ki sovpada z začetkom pomladi in rojstnim dnem pesnika Janka Glazerja, so v Mariboru že tradicionalno izvedli tudi pesniško branje. Dogodek sta organizirala Univerza v Mariboru in založba Pivec. Kuga je očistila svet od večnosti. To je nov začetek za naše gospodarstvo. Le enega imel sem, tu leži. Plačaj z verzom je že lani imel dobrodelno noto, ko je Julius Meinl Slovenija za vsak verz prispeval €0,5, izkupiček pa so podarili Zavodu za slepe in slabovidne v Ljubljani. Letos bodo pomagali nadarjenim glasbenikom, saj bodo za vsakih 1000 verzov nekaterim slovenskim osnovnim šolam podelili glasbila. Slovenski pesnik Feri Lainšček pa bo po dogodku izbral najlepše verze in iz njih napisal pesem Srečevanja, ki jo bo uglasbila mlada glasbenica Ditka. Svetovni dan poezije pa se bo v Mariboru ob 20. uri zaključil s poezijo, seveda. V kavarni Piaf prirejamo odprto pesniško branje, odtis poezije smo ga poimenovali, ravno v tej želji, v bistvu, da bi zbrali ljudi, ki so ali pa niso pesniki, ki radi prebirajo poezijo, da pridejo podeliti v živo kak verz, ki je mogoče nastal danes zjutraj na kavici ali pa jim je drugače pri srcu.